Boš bilo, če bi šli še vino odr, pa da bi... Neverjetno. To je le? Ne, ni... zdaj pa je. Dober dan želim. Pozdravljam vas v imenu založbe Buča, ki s Tatjano sodeluje že približno 20 let. Tatjana Pregl-Kube je avtorica številnih. Moram pozdraviti enega gospoda, ki je iz knjižnice Radovljica in ve od vseh nabavnih v Sloveniji največ o knjigah. In sem počaščen, da je prišel. Zdaj mi bo še bolj naroden. V glavnem, Tatjana Pregl-Kube je pesnica, pisateljica, fotografinja, vse živo, cel kup nagrad je dobila, ker je to za otroke, ne bom našteval vsega, ampak predvsem pa rada piše za otroke. Zato smo tukaj. Tekom teh let smo Buča je izdala 9 knjig skupaj s Tatjano Pregl-Kube, z različnimi ilustratorkami predvsem. 3 so išle že zdavnaj nazaj, Sinko Potepinko, da vidite malo, kako različne so v slogu in stilu. Ko bom velik, Punčka Sanja, to je vse ilustrirala Daša Simčič, potem pa tak za presekati čisto drugačna ilustracija Ane Šalamun, Kam pa kam. In zdaj zadnje čase sodelujemo predvsem z Urško Stropnik-Šonc iz Velenja, ki pa ilustratorko, ki bi morala biti danes tukaj, kjer jaz sedim, ampak je žal zbolela. Lansko leto smo izdali čudovito Hišo na vrhu neba, ki bi morala biti zlata. In pa letos smo pohiteli, ker je imela Urška Šonc rojstni dan, je imela 50 let, čeprav nas gleda ultramaratonka, huda tekačica in vse živo, res taka, kot ena deklica je. Skratka, letos pa še kakšne barve je sreča. In glede na to, glede na podarek, upam, da ste uganili, kakšne barve je sreča. Se zadaj tudi piše, kdor ne ve, bo prebral na zadnji strani. Ko bo kupil knjigo tamle na štantu od Buče, tamle 10 metrov stran. Urška Šonc je izdala do zdaj že več kot 80 knjig, slikanih za otroke, pa lahko bi rekel, da je tudi ene vrste likovna urednica postala na RTV Slovenija, kar je velik kompliment, tako da jo bojo morali začeti bolj resno obravnavati. Zaenkrat je tako pač mečkam v ozadju, ker je iz Velenja, ampak mislim, da se bo to precej spremenilo in sem vesel, da sodelujemo. Tatjana, mi boš kaj povedala na to temo? Ja, ne bom povedala na temo sodelovanja z televizijo, kjer upam, da bo ona sodelovala v novi televiziji še naprej, tako kot je sodelovala do zdaj. Moram te pa samo to popraviti, da to je druga iz te serije knjig, ki bo ob Urškini 50-letnici in 50 let bo naslednje leto, malo si jo postaral. Naslednje leto, ko bo išla tretja izmed teh knjig. Moram pa povedati, da je dejansko zbolela in tudi, če bi bil samo kašelj, je rekla, da bi prišla, ampak glede na to, da je kužna z covidom, je ostala doma. Nam je pa poklonila vendarle 3 risbe, ki jih bodo potem prišli lahko otroci iskat in jih risali doma, ali pa, če si kdo upa, tukaj z njenima 2 najljubšima barvama, to sta rdeča in zelena. To lahko vidite v koncu tudi na naslovni strani te knjigice in predvsem na predlistu, če lahko pokažeš, kjer je predlistu, noter, če lahko pokažeš to rdečo nit te zadnje knjige, ki mislim, da je zelo simpatična, predvsem pa zelo pozitivna, zelo srčna, zelo zdrava, bi rekla,
Ja, prava v tem trenutku za otroke, mislim, da govorijo o sreči, zdrava. Ja, no, mislim, da ne govorim, da tudi, tako kot pravi založnik, tudi zdrava, ampak predvsem v tej knjigi nasprotju z tisto prejšnjo knjigo, ki ne bi bila zlata, govori tukaj veliko o sreči, ki je dejansko, barva sreče je rdeča in to so tudi seveda moje pesmice, ki jih bom malo kasneje kakšne tudi prebrala. To je bil odgovor na tvoje vprašanje. No, če pa povem dejansko to, da navsezadnje ne govorimo samo o tej knjigi, ampak če sva tukaj medva oba, lahko govorim dejansko o najinemu povezovanju oziroma povezanosti. Mislim, da so tiste 3 knjige prve, ki so nastale z ilustratorko Dašo Simčič, ene mojih najljubših. Noter v teh knjigah so ilustracije še akvarelne, čiste, svetle in od teh knjig meni sta najljubši morda Sinko Potepinko in Punčka Sanja, ampak največ otrok ves čas, vsa leta bere pa knjigo Ko bom velik in je tudi največkrat izposojena knjiga. No, Sanja je pa tudi Tatjanina hčerka, tako da jaz sem vedno to tudi s tem povezoval. Pri tej knjigi so dejansko pesmice tiste, ki govorijo iz otroške duše, no, in dejansko sta Sinko Potepinko moj sin in paradoksalno naslov je Sanja, deklica Sanja, bi lahko pisalo tudi z veliko deklica Sanja, moja hči. Ampak mislim, da so otroci tukaj, tisti, ki so, da bi lahko pritekli po kakšen piškotek, glede na to, da ni tukaj naše Urške. Tako je, poglej, to mi je zelo všeč in je prav tako, pa ne bo enega pol, ta čas, ko bom brala iz pesmice, si lahko kar to piškotke še pridete iskat, ne bo pa nihče nič hud, če si tudi odrasli kakšnega prvoščijo. A ne samo. Ja, seveda, sploh če ste kakšno kavo zdaj spili, bi mogoče še en piškotek pasal. No, otroci, dejansko, tako kot sem rekla, na koncu, ko bo te naše ure konec, pa prosim, če pridete vsak po 3 ilustracije, ki jih je, čeprav z vročino doma, naslikala naša Urška Stropnik-Šonc. Prav za vas je, danes jih je naredila. Če si pa kdo od otrok upa, pa lahko pride k meni oziroma k nama in začne kar tukaj malo risati z njenima najljubšima barvicama. Še dobro, da me niso poslušali. Jaz sem želel, da bi bila rdeča še bolj rdeča in zelena še bolj zelena. Mogoče bi tudi Hvečin lahko kaj povedala na to. Kdo? Ja. Ja. Ok, jaz bi pa kljub vsemu prebrala eno pesmico, ki vidim, da so tukaj najmanjši otroci, bi prebrala tisto, ki je mogoče najbolj srčkana in najbolj kratka. Usta. Usta mala, usta zala, šminko so se poigrala. Ko se mama je vrnila, usta so se brž umila. No in potem, če ena meni zelo ljubih iz te knjige, če dobro premislim, pomisli, kako bi bilo, če bi bila jaz ti in ti jaz. Kakšen bi bil moj in kakšen tvoj obraz? Bi bil moj izraz utrujen, zaspan, tvoj pa do ušes nasmejan? Bi se moja trma v tvoje oči skrila in se tvoja milina v moje naselila? Bi se moj strah v tebi umiril in tvoj pogum v meni krila dobil?
bi bila ti razposajena in nagajiva, jaz pa previdna, pridna in ubogljiva. Ampak, če dobro premislim, je bolje, da sem jaz in ti, da se lahko čisto po otročje skrijem v tvoje naročje. Se ti ne zdi? Da pa eno tako krasno, ko se je ena punčka, ki jo poznam, Ronja, rodila, sem pravzaprav, ko sem videla njena lička čisto v rojstvu in napisala kot nekakšna stojenica eno pesmico. Glede na to, da je dobila ime Ronja in če poznamo Astrid Lindgren in njene zgodbe o Ronji, boste razumeli tudi zaključek. Ronja je najlepša princeska, ki se sprehaja po sanjskih gradovih v vrtovih nevidnega Gaja. Ronja je princeska na krilih očkovih sanj. V maminem srcu najlepša oblika žarek, ki se na nebu svetlika. Nov svet se pred njo odpira, neznana pot, kamor radost prodira. Brezkrajna so njena raziskovanja, neskončna nova in nova vprašanja. Ne, Ronja že ni razbojniška hči. In potem pa še eno pesmico o mami, ki je ni. Kar se dostikrat zgodi. Tak dan. Danes smo sami, ne vem, kje je mami. Spet je njen urnik čisto natlačen. Dan je oblačen, bratec je lačen, namara salame, če zraven ni mame. Očka je tečen, mucek pod mizo, pa čisto nesrečen. Le kaj naj počnem? To je ena taka. Ja, pri mojem mucku jaz vem, kaj bi bilo. Jaz se z mojim muckom skrivam. Jaz tečem za hladilnik in mucek pridirka za mano in potem se on meni skrije. Tako da ni nikoli dolg čas. Tudi če mame ni noben dolg čas. Ja, ne, kakorkoli že, jaz sem pač eno tako situacijo opazila doma. No. Ja pa če rečem še kakšno pesmico o očku. S kom gre očka naokrog? Kdo gre v dolino? Očka po vino. Kje se rad vozi? Kjer so kolovozi. Kaj ima za počitek? Češnjev zavitek. In če z mamo, jesta salamo. To smo že prej slišala, ne? S kom gre naokrog? Skupam otrok. Koga najbolj bolijo noge? Otroke ali stonoge. Koga je v gozdu najbolj strah? Očka ali zeleni mah. Kdaj dela oči? Po noči. In kaj dela čez dan? Ran tan tan tan. Dava še kakšno iz une, da ne bom mogoče še... Aha, tisto, sem ti otroci, tiste malo bolj za... Zdaj pa ena taka, mogoče bi sočutna tudi v tem času, kar se mi zdi, da moramo včasih tudi sami pomisliti. Če je nekdo bolan ali pa če je nekdo kako prizadet, je ta meni zelo ljuba pesem Slepi dedek. Čeprav ne miži, je za dedka vse temno, kot za vse druge sredi noči, a usodo v dan to strpno prenaša. Jaz sem zdaj tvoje oči, reče vnukinja Dora, v slepoti njegova opora sredi gozdne poti. Ko pa njo tlači mora, jo dedek objame, strahove odzame. Spi, Dora, spi, kmalu bo zora. Tam je zelo ljubo. Jaz mislim, da bi vmes otroci, da jim ne bi bilo dolg čas, pa da bi spet prisluhnili pesnicam, nujno mogli priti po še kakšen piškot.
brez tega sploh ne gre. Nujno. No, poglejte, pa še ena slikarka je prinesla bombone, joj, čokoladne. Nujno. Nujno, otročki. To je dejansko za srečo. No, še novi otročki prihajajo. Bojo malo pojedli, pa malo poslušali. O kakšnih porednežih, recimo. Hiša iz kock je vsa okna dobila in strehe se že vnaprej veselila. Ko zadnjo kocko je vrata podaril, porednež z nogo vse kocke podaril. A ne, otroci? A je tako, da ste sladkosnedi in nagajivci in poredneži, ampak zelo, zelo srčkani. In veste, kaj je sreča in kaj ni sreča, a ne? Če se posladkate, je vse lepše, a ne? Ta je pred... Aha, da ne bo staršem dolg čas, pravi Samo, da bomo prebrali še eno za majčken odraslejše. Česen. Namreč o takih pesmih, o takih pojmih redko kdo piše, ne, in je lahko tudi zelo zanimivo. Vsak resen gospod vzame česen na pot, če ga je vampirjev strah, in vsaka resna gospa zato venec česna na vrata da. Ampak to so stare vraže. Včasih so s česnom preganjali hudiča. Danes z njegovim vonjem ne prepodiš še tako vsiljivega ptiča. Česen se danes drugače kaže. Zdravilne sestavine v njem, žveplo, jod in keramična kislina, so najboljša nadomestna doza penicilina, ki prežene prehlad in nadležno gripo. A žal od česna zadah tudi dekleta odstrani namah. Če kdaj si takrat zaželiš, da očka prižge največjo pipo, da te mama s parfumom namaže in česen obesi na vrata garaže. Vmes za intermezzo povem, da Tatjana, da je tudi zadnja leta v komisiji, ki izbira ilustratorje za bienale ilustracije, ki je vsake 2 leti seveda v Cankarjevem domu. Na bienalu ilustracij, to je res, in moram reči, da sem zelo izbirčna, kadar se tiče ilustriranja tudi svojih knjig, in navsezadnje tudi marsikomu na nek način omogočim pot, če si to hotel povedati, med dobre ilustratorje. In mislim, da je Urška Stropnik-Šonc v zadnjih letih postala ilustratorka, o kateri se bo še slišalo, in zaradi tega možnost v teh naših knjigah, ki jih dajem, je velik poklon. Navsezadnje tudi 3. knjiga, ki jo bo tudi izdala tvoja založba, Samo, bo nekak poklon njeni 50-letnici. Zdaj bi pa prebrala eno pesem, ki pa meni najljubša, oziroma ena izmed meni najljubših pesmi, ki je pa tako za malčke kot za odrasle popolnoma enaka, se mi zdi. Pisane škatle. V naši hiši imajo pisane škatle sleherni dan, jutranji zbor. Majhne, ogromne, srednje velike, nenehno rabijo skrben nadzor. Rdeče škatle so polne dobrot, v njih se hranijo sladki bomboni, slastne potice, rdeči baloni in še kak marmeladni piškot. V vijoličnih škatlah so zbrani baletni copatki, svetleči okraski, oblike za punčke, robčki oprani,
ljubki medvedki in 2 pustni maski. V rjavih škatlah so igrače, čelada, škornji, skiro, v modrih srajce, krila, hlače in še čisto majceno kolo. V rumenih škatlah hruške zorijo, sonce se jih narahlo dotika. V zelenih škatlah pravljice brstijo, zato je boljše, da jih nihče ne premika. V oranžnih so razne kocke in uhani, v rožnih škatlah pa zvoki ubrani, ki zvečer zaplešejo na nežno melodijo, dokler otroci sladko ne zaspijo. Zdaj pa, da ne bo spet hitro komu zaspat, hitro naj pridejo še malo po sladkarije. To ni vzgojno. Ja. Aha, No, no daj. Tatjana, sodeluješ tudi pri reviji Otrok in knjiga. Ja, Samo tako, če lahko malo poveš o tem. ja, v reviji Otrok in knjiga, ki je pač ravno kar spet nova knjiga izšla, se piše o pesmicah, se piše o tistih avtorjih, ki pišejo poezijo, ki pišejo prozo, ki slikajo, ilustrirajo in vse to za naše najmlajše, kar je važno tako za otroke kot za starše, ki otrokom seveda prinesejo, kupijo in berejo pravljice, pesmice in te stvari. Ne? Ja, seveda, jaz sem bil leta 96-97 pri Epti, založbi najlepših slikanic in Ja, tam smo imeli že takrat projekt Beri mi in se pogovarjaj z mano, ker so že takrat ugotovili poznavalci, da je branje, to se pravi, druženje staršev in otrok ob branju knjige ena čudovita nadgradnja in ena taka, ne znam niti opisati. ja, v vsakem primeru način branja otrokom ni tisto, ki se reče povezano z leti, kdaj bo otrok lahko bral. Z branjem se začne praktično od začetka, skoraj od rojstva, oziroma otrok, ko se še niti ne zaveda, kaj posluša, ko mu beremo že v zgodnji, rani mladosti, že z glasom in z pojmi sprejema to, da je knjiga oziroma da je pesem ali pravljica ali zgodba neka pot oziroma vzpodbujanje domišljije, kar je, ne da se mi zdi zelo bistveno. In ravno pri tej domišljiji mogoče bi še eno za otročke, ki so se zdaj malo opomogli, prebrali še eno o domišljiji. Domišljija si lahko dovoli, na primer, karkoli, da živi hiša sredi neba. V njej resen gospod in smešna gospa. Da vozita čisto majhno holo, da je na kolo pripeta majhna ulica, na ulico vrvica in na vrvico pes, kar bi navsezadnje lahko bilo tudi res. Domišljija lahko počne, kar hoče. Na primer, da je ptica leteči zmaj, da so v hiši na nebu odprta okna na stežaj, da skoznje kukajo zvezde pojoče, da se morje smeje, luna joče in se oblaki počutijo nekje vmes, tudi to bi navsezadnje lahko bilo res. Domišljija si lahko zamisli vse sorte. Na primer, da grejo snežinke v garažo in želve brez šminke na plažo, da zajec brez volka nikamor ne gre, da so lubenice 3 nadstropne torte in je mivka za palačinko prava zmes. Da bi vse to bilo lahko res? Morda. Kdo ve? Kaj misliš, bi lahko bilo res? No, daj naprej. Spomnil sem se, da sem enkrat v Baški, v Bunculovki na plaži bral mojemu sinu
eno tako že bolj zahtevno, no, skoraj za odrasle zgodbo in sem čez 5 minut ugotovil, da me vsaj še 15 drugih ljudi posluša, ker čeprav je... Na glas bral. Sem na glas bral, ja. Zato, ker je glasno branje tudi zelo pomembno, ne. Za oba pravzaprav. Ja, saj res, ne, zanimivo je to, da... Za starše in za otroke, ja. Ja, to, kar si rekel, branje na glas, to je zelo pozitivno, tudi ko nastaja pesem, ne. Navsezadnje pesem, čim krajša je, čim bolj poetična je, tem več časa zahteva, da jo pisatelj oziroma pisateljica ustvari, naredi, ker mora prečistiti vsak vers, vsako misel do konca, ni važno samo tista prvi vtis ali pa kaj bi ti hotel povedati, ne. Tako da za eno tako domislico, recimo kot je Deklica Roža, sem porabljal včasih več kot za kakšne daljše druge pesmi. Na dvorišču bloka nekdo joka, rdeča, roža rdeča, sredi mestnega otoka. Še sreča, da tako glasno stoka, od zgoraj jo sliši deklica Noka. Rožo zalije in jo ljubkuje kot majhnega otroka. Vsako jutro, tako je, potem zavije po svoje. Zdaj bi pa rada, ta je pa tudi ena meni najljubših, če preberem o vsem tem, da recimo, da si lahko jaz privoščim superge ali pa nekdo drug čevlje z visokimi petami. Čevlji, ki imajo tanke podplate, so za punčke, ki imajo kodrčke zlate. Taki, ki imajo velike zaplate, so za sestre in brate, ki brcajo žogo sredi suhe vaške trate. Za na steze gorate nosijo strici debele podplate, velike tanke petke pa skrbno hranijo vitke tetke za na ceste. Čevlje, ki imajo namesto luknjic kvadrate, obula bi moderna mama, a le, če bi jo peljal v mesto na ples očka brez kravate. Branila se jih ne bi niti stara načičkana dama. Oh, saj res, še epilog, da sklenemo krog. Babice in dedki često nosijo le še tople copate. Jaz bi pa zdaj za eno pavzico vprašal, če bi kakšen otrok želel tukaj kaj pobarvati. A lahko kdo pride kle pobarvati, tako da bomo vsi... A si kdo upa tukaj pobarvati? A boste rajši doma barvali, tako kot Urška? Urška je narisala, vi boste pa doma pobarvali. No. No, si pogumna punca. Rdečo pa zeleno barvico pa pobarvaj kaj. In bomo pol to pokazali in bomo to pol tudi pofotografirali. Kaj bi, s katero barvo? Tako ja, odlično. To bi zeleno. A veš, kaj me zanima? S kakšno barvo bi pa srčke barvala? Kako ti je pa ime? Ula, krasno ime imaš. Kako imaš lepo ime? Lej, prečudovito. Lahko še kdo pride gor, da bosta dva risala? Imamo še eno barvico. Da bosta skupaj, a ne? No, daj, kar barvaj. Tatjana motaš jo, že vidiš, da je skoncentrirana. Krasno dela, krasno, krasno. No, kar daj. Če že rečemo, da čas, ko ti barvaš, bom pa jaz vsem prebrala še eno pesmico o hiši na vrhu neba, ki je v tej knjigi glavna. Ko klop utihne sredi parka, ko radio ugasne starka, ko vsaka ulica počiva, ko se mesec za oblaki skriva, ko tke noč iz megle prejo in veter smokne pod odejo, se odprejo okna na hiši na vrhu sveta, kjer stanujejo najlepše sanje za otroke vsega sveta. Ja,
Ja, kar daj ti še rišiš, še rdeča moraš. Rokice, te lahko slika, kako rišeš? Rokice? Ula? Ne, raj ne. No, in če smo že pri sanjah, so na koncu seveda otroci, oziroma moram povedati, da skoraj v vseh mojih knjigah in slikanic je bilo nekako do zdaj 30, je na koncu vedno pesmica, ki otroke zaziblje v sanje. In tukaj je tudi tako, zlate sanje, kadar očka hoče, da sinko v posteljo se spravi, seveda mali tega noče, kriči in cepeta, da mora na potovanje tja do konca sveta. Saj lahko greva oba, že utrujen šepeta. Ako utone v sladke sanje, sinko več ne joče, na njegovih licih ni solza. Na blazini iz mehkega neba se vozi med oblaki iz zlata. Del deleč slikaj, pa nič ne vpraši. No? Smeš, a ja. V redu, v redu, v redu. A mi daš še malo moje Zdaj bom pa... Zdaj bom pa ene teh mojih prvih pesmic, ja, kako si pa ti čudovito pobarvala to, kar še do konca daj, to bomo potem slikico poslali naši Urški, ki je bila bolana, jo bomo pofotografirali, kako je Ula to čudovito pobarvala. To je pa neverjetno. Jaz bom pa ta čas take pesmice vidim, da ste tukaj eni najmanjši otroci, take, ki so meni najljubše, še iz tistih časov, ko so bili moji otroci takole majhni, kot si ti, Ula. Mama, mama, v vrtec pojdi danes sama, tam jim reci, da boš spala, da boš jedla in se pridno boš igrala, kjer je sinko zadržan, doma nagajal bo ves dan. In ta isti sinko, ker da je še zajčka še po barvi. Ta isti sinko, ki je bil takrat majhen, ko sem bila jaz mlajša, je ušpičil tudi tole. Če bi srečal krokodila. Pravijo mi, da sem pacek, ker ne maram mila, ampak, če bi srečal krokodila, bi pri priči se zmenila, da se bova oba umila z enim samim koščkom mila. Tako je bilo. No, to smo že, aha, še ena v šminki. Še ena v šminki, prej smo eno pesmico prebrali, mogoče bo ta ravno tem najbolj ljubkim majhnim otrokom všeč. Mami vzel je rdečo sinko, 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 potepinko, brž porisal je vse kote in postavil kaži pote. Stol prevrnil je na glavo in pobrisal jo brez glavo. Starši poznate take vragolije, ne? Tihle najmanjših pikcev. In seveda, ta čas, ko Ula čudovito riše, bomo se spomnili, da tudi naši otroci dostikrat ne marajo jesti. Sinko skriva se in joče, ker kosila jesti noče. Spet kriči, kakor zastavo naj mu dajo hrano pravo. A nihče ga ne razume in ne da žvečilne gume. Ne, ni to, ti poišči. Aha, sinko bi rab šel v mesto, a si ne upa čez cesto, ker so tam nepridipravi in se vsak avto ustavi v kakšni drugi prestavi. Pa še policaji zvedavi imajo, kot pravi, presto na glavi. Še eno tako prehransko.
Danes sinko za kosilo peče palačinko. V ponev strese kos zavese, 2 zamaška, malo praška, nekaj olja, da cvrči. Kaj pa je, se kdo jezi? No in potem, kaj naredimo starši, ko nam otroci takole ga špičijo. Sinko, kaj si storil spet? Je zate res premajhen svet. Vse, kar vidiš, porazbiješ, vse polomiš in pobiješ in poliješ. Sinko, sinko, kaj bo s tabo? Nisi za nobeno rabo. Prav užitek mi je čitati, ko vidim in pripovedovati ene pesmice, kot vidite, znam na pamet, ker sem jih otrokom pač v šoli ali kjerkoli že tolikrat prebrala ali ker so v moji zavesti v glavi, in bom potem tudi iz sanje prebrala še eno pesmico. Ampak kar lepo riši, Ula, lepo. Če bi šel sinko, staro mamo na ples, bi že mimo kina šla nasmejana, kot 2 frkolina, ne pa kot fina gospa s sinom od sina, ki še verjame, da je vstopnina samo krinolina. No, kdo je tukaj najbolj mladosten? Očka ne, a ne? Babica in sinko. In to je tudi res, dostikrat. Tole bom, ja. Aha, to je pa ena samovih najljubših. Mislim, da je tu tudi naslov moje knjige Hlačke za oblačke, kjer so pa vse te pesmice, ki zdaj berem, in še marsikere nove išle mislim, kot debela knjiga poezije. Pretesne so hlačke za male oblačke, zato so se skrili in v jok se spustili, žarki se hahljajo, kapljice žgečkajo in šivajo hlačke za bele oblačke. In še na koncu nesporazum. Sinko, sinko, kam pa zdaj? Pojdi v posteljo nazaj. Nič me ne sprašuj, zakaj pil boš sirup in vroč čaj, a dokler tu ni zdravnika, mi ne kaži več jezika. No, zdaj lahko povem, zakaj imam ta šal. Ta šal dobiš v Nepalu za dobrodošlico in te varuje pred zlimi silami. In skratka, celo pot, ko potuješ po Nepalu, te varuje. Jaz grem pa zdaj na veliki oder, kjer imam Vikija Grošlja, ki je 46 let hodil v Nepal. In tukaj še za hec pokažem, imam en tak njegov amulet. Moški ga moramo držati v levi roki, tako mi je podučil. In ti noben nič ne more, ampak tudi ti nobenemu nič ne moreš. Hvala lepa, jaz se poslavljam. Samo brez tebe bomo težko, ampak zdaj imam toliko pomočnikov tukaj, ki mi slikajo in rišejo, da je to prav čudovito. Lahko si privoščimo še ene 3 pesmice za zaključek, a ne? Mamice, kot vemo, rabijo očke. Če bi ostale vse mamice same in ne bi srečale očkov, bi ne bilo otročkov, ki pojejo, rišejo, plešejo, pišejo in se smejijo, da se jim svetijo očke, zato mamice rabijo očke. A je tako, otroci? A je tako? Ja, Ula je rekla ja. In čudovito riše. In jaz iščem mojo pesmico. Aha. S čim se igrajo punčke? Se ti igraš doma s punčkami? Punčkina punčka. Ko punčka punčko dobi, se zgodijo 3 stvari.
najprej od sreče obrazek žari, potem jo v rdečo obleko obleče, v roza copate obuje, jo boža, pestuje in pravljice pripoveduje. Na koncu pa jo skrbi, zakaj njena punčka ne govori, a ne? In ko sem rekla na koncu zmeraj, babica pa taka. Ko babico vse jezi, hrup v mestu in smeti, sede na pručko v senco kostanja, svojo vnučko vzame v naročje in se zasanja. Prav po otročje. V tišini potuje tja v 3 dni, od zvezd do oblaka, dokler ne zaspi. No, to pa zgleda tako, ne, vedno sem rekla, da na koncu knjige pišem pesmice, kako naj otroci zaspijo. To je bila pa pesmica o tem, kako babice zaspijo, kadar čuvajo otročke. Dostikrat se to zares zgodi. Tako, zdaj, ko bosta Ula, kako je pa tebi ime? Kako? Eva? Evelin si. No, imata pa obe lepo ime. Ko bosta Evelin in Ula končali te risbice, bomo vsem otrokom dali po 3 risbice, ki bo lahko odnesli domov in enostavno tudi oni te pesmice poslušali in barvali. Knjige pa, kot sem rekla, so na voljo pri tistem štandu tukaj desno, Buča. Najlepša hvala, ker ste prišli. Otroci, zdaj pa hitro po sladkarije in po nove risbice za domov. Hvala.